Lepo pozdravljeni. V središče je prišel Srečko Cvirk, novi poslanec poslanske skupine NSi SLS Fokus. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Lepo pozdravljena. Hvala. Midva sva se dogovorila, da se bova tikala, tako da bova to ohranila tudi med pogovorom, ne. Kakšni so prvi dnevi v poslanski vlogi? To je nova vloga. Res je nova vloga, čeprav politiko poznam že kar dlje časa, ampak nova spoznanja, nova dinamika, drugačna razmerja, tako da je zelo zanimivo, delovno in veliko novih informacij, novih pogledov, bistveno širših kot na občini, pa vendar zelo poznanih v okviru delokroga. Ja, ker pač si že dolgo v politiki, ne glede na to, da nisi bil poslanec, dolgoletni župan od leta 2008 v Sevnici, ne. Še prej delal na občini, tudi državni svetnik si bil. Kako bodo pomagale vse te izkušnje pri delu poslanca? Vse te izkušnje so zelo pozitivne. Različna razmerja, ki jih je potrebno bilo obvladovati že v preteklosti, biti župan pa predsednik sveta regije, kjer nas je 6 občin v Posavju povezanih v svet regije, potem državni svetnik en mandat in vsa ta razmerja, tudi delo z državnimi organi, z različnimi ministrstvi so prinesla veliko izkušenj. Na drugi strani pa moramo vedeti, da gre za občino Sevnico, ki je ena večjih občin, teritorialno velika, tudi po številu prebivalcev kar velika in predvsem nekoliko odmaknjeno od avtocestnega križa in hkrati razvojno jedro širšega območja z razvito industrijo, z mestnimi funkcijami, kot so knjižnica in vse ostale funkcije mesta, in tako razvojno jedro ima povsem drugačno vlogo kot manjša krajevna središča. Odnašaš torej Sevnico zdaj v Ljubljano, v državni zbor? Ja, zagotovo Sevnico v državni zbor, predvsem pa vse kraje, ki so podobni Sevnici, ki so industrijska središča, ki imajo številna delovna mesta, manj javne uprave. To sem velikokrat poudaril, da mesta in občine, ki imamo malo javne uprave in več industrije, smo po povsem drugačnem položaju kot tista mesta, predvsem glavno mesto, ki temelji na javni upravi, ki opravlja večino zaposlitvenih možnosti. V Sevnici temu ni tako in prinašam nekako razmišljanje sorazmernega, enakomernega razvoja tudi na tem podeželskem, kmetijskem, predvsem pa industrijskem področju, kar je bistvo. Kaj to torej namiguješ na učinkovitost, ne, če je manj uprave, več privatne pobude? Slovenija se je izrazito centralizirala. Javna uprava, javne blagajne imajo vse službe, ki so organizirane v Ljubljani. In iz teh davčnih prihodkov se financira veliko število delovnih mest, ki so potrebna. Pa vendar jih je preveliko samo v Ljubljani, morala bi biti ta delovna mesta razpršena tudi po drugih krajih, kajti davčni viri, ki se ustvarjajo v celotni Sloveniji, se potem realizirajo v Ljubljani in tukaj zagotavljajo delovna mesta. Na takih industrijskih centrih pa je, da ustvarjajo delovna mesta v industriji, ki mora biti mednarodno konkurenčna, izpostavljena globalnim trgom na eni strani, na drugi strani pa je to tista prava dodana vrednost, tista realna dodana vrednost, ki se ustvari. Si veliko razmišljal, ko si dobil možnost za poslansko kandidaturo, se je bilo težko posloviti od županske funkcije? Ja, županska funkcija ni samo funkcija, je poslanstvo. Nekako z veliko strastjo pa zavzetostjo jo mislim, da vsi župani opravljamo in po toliko letih je kar nekaj projektov, ki je še ostalo pripravljenih za bodoče obdobje in ti projekti so nekako bili tisti, ki sem si jih ponotranil, da bi jih želel izvesti, pa potem odločitev je bila
relativno lahka, kajti na tej državnozborski funkciji kot poslanec zagotovo bom te projekte spremljal, sodeloval pri njih na drugi ravni, v drugi vlogi in verjamem, da bo občina kot taka te projekte tudi realizirala. Vedno je v mandatu tako, da veliko projektov pripravljenih prejmeš ob začetku mandata, zelo pomembno pa je, da tudi veliko pripravljenih projektov pustiš, zato da je dinamika razvoja sorazmerna in stalna. Zdaj iz teh besed do zdaj razumem, da je neka bolečina, če tako rečem, ta centraliziranost, ne. Neka občina s tako lego, kot je Sevnica, to verjetno zelo občuti, ne. Izredno. Danes je razvojna priložnost priključek na avtocesto in kraji, ki imajo priključek na avtocesto, imajo neizmerno boljše razvojne potenciale. In slovenska državna cestna mreža je, lahko rečem, podhranjena in tako kraji, kot je Sevnica, imajo tu največji primanjkljaj. Če samo ponazorim, iz enega našega podjetja v Sevnici gre preko 150 do 200 izrednih prevozov na leto, da odpremljajo svoje izdelke na zahodna tržišča, v tujino. In to je izredno zahtevno in taka podhranjena cestna mreža je velik razvojni zaostanek, pa naj se bo to del Posavja, Zasavja, Bele krajine, Kozjanskega, da ne naštevam še naprej. In tu je potrebna sprememba, bistvena sprememba, če želimo kot država v celoti napredovati hitreje, kajti zelo pomembno je, da vsi deli države napredujejo. Kajti danes smo v situaciji, ko je osrednjeslovenska regija nadpovprečno razvita, vse ostale pa pod povprečjem. To ni pravo razmerje. Bi si želel torej v državnem zboru ostati aktiven v okviru te lokalne samouprave, biti mogoče glas regionalizacije, decentralizacije? Ja, ta izkušnja, to znanje, vedenje je zagotovo izredno močno in decentralizacija, regionalizacija, sorazmeren razvoj niso odvisni samo od zakonodaje. Odvisni so od ukrepov državne infrastrukture, kako sledi potrebam v posameznih krajih. In niso potrebne državne ceste zgolj v petek popoldne, ko nekdo odide na izlet v podeželsko okolje in se tam prijetno počuti. Tudi skozi delovni teden so te ceste izredno pomembne za delo, ki ga opravljajo ljudje, ki tam živijo. In že samo če ponazorim, kako je razvoj v naše okolje prineslo optično omrežje, ki smo ga pred več kot 10 leti zgradili, praktično do vsakega gospodinjstva optični priključek in danes lahko rečem, da imamo v naši občini informacijsko avtocesto, ker druge nimamo. In tudi to je takrat bistveno pospešilo razvoj oziroma zaustavilo odseljevanje, kajti v koronskem času so imeli študentje v sevniškem okolju bistveno boljšo optično povezavo kot študentskih domovih v Ljubljani. In to se je slišalo, to se je vedelo in res prijetno občutek je bil, pa tudi spoznanje, kako je infrastruktura pomembna. Če smo imeli dobro optično mrežo, smo imeli pa slabe državne ceste. Ti si torej najbolj znan v bistvu kot župan, ne? Ampak en del tebe je pa zelo povezan s kmetijstvom, ne? Tudi po izobrazbi si pač na tem področju, torej agronom, ne? In tudi preden si se podal v to lokalno politiko, si deloval na tem področju, si tudi mogoče ne samo v teoriji, ampak tudi v praksi kmetuješ. Kmetujem, imam MIT številko, zato ker imam 40-50 panjev čebel, pa sadni vrt, ampak zaradi čebelarstva imam MIT številko. Res pa je, da sem agronom po izobrazbi in do vstopa v politiko oziroma do zaposlitve na občini sem delal in živel od kmetijstva.
v različnih kmetijskih podjetjih, najdlje v kmečki zadrugi v Sevnici, kjer sem opravljal zelo različne naloge in poznam kmetijstvo v vsej svoji širini in mi je zelo pomembno, da razumem to kmetijstvo in tudi kmeta. Kajti kmetijstvo danes je sodoben poklic, to ni folklorni poklic, kot ga marsikdo si predstavlja, da je to nekdo z motiko. Danes je to izredno strokovno, digitalno podprt poklic in danes kmet mora obvladati res številna znanja, da lahko to opravlja in to je zagotovo eden od mojih izzivov, da se glede na poznavanje politike, stroke, tudi bolj angažiram v tej smeri. Tudi kot poslanec, torej. Zagotovo. Kajti razvoj kmetijstva je nemogoč brez sorazmernega razvoja podeželja. Pa tudi z vzpostavitvijo primernega odnosa na podeželju moramo nadaljevati, kajti na podeželju že živi večina ljudi, ki ne živi od kmetijstva. In pozitiven odnos teh ljudi, ki živijo na podeželju in niso kmetje, do kmetijstva samega je izredno pomemben. Kajti na podeželju je primarna dejavnost kmetijstvo in ne morajo biti tam preganjane živali, gnoj in vse, kar kmetijstvo prinaša in prav zanimivo mi je bilo spremljati na Veliki planini kmetje pasejo krave na svojih zemljiščih. In prišlo je do incidenta, ko so se gospe prehajale z majhnimi psi in je prišlo do neljubega srečanja krave, ki ima trdi rog in tega majhnega psa, ki je vajen zgolj mestnega stanovanjskega okolja, nenaravnega okolja. In mislim, da v takih primerih moramo vedeti, kaj je primarna raba tega okolja in kdo ima tu nekako odgovornost, da je previden. In to je samo ponazorjeno eno od razmerij med uporabo podeželskega okolja strani ljudi iz mestnega okolja, kjer je potrebno te stvari urejati, jih spremljati in biti pozoren do njih. Zdaj, v besedah smo zelo močni vedno o tem, kako moramo poskrbeti za samooskrbo, da je hrana strateška dobrina, ne, da moramo dati glas kmetu, ga podpirati. Ne. Kaj je v tvojih očeh, oziroma tudi glede na bogate izkušnje v praksi in konec koncev strokovne izkušnje in znanja, kaj je ta pot do tega, da se bo kmet počutil spoštovanega, da se bo počutil, da je njegovo delo cenjeno in konec koncev, da bomo lahko živeli od svoje hrane? Danes zjutraj sem prebral en rek, približno takole: vsi bi šli nazaj k naravi, nihče pa ne noče peš. In v kmetijstvu smo približno na enakem položaju. Vsi si želijo domače, vsi si želijo naravno in tako dalje, pa vendar v trgovini največkrat odloča cena o nakupu. In ni odgovornost kmeta, da zagotavlja domačo hrano. Odgovornost države je, da vzpostavlja take pogoje, da kmet lahko prideluje. Kajti kmet ostane nekdo, ki ima približno enak status, materialni status, družbeni status, kot nekdo, ki je zaposlen v industriji ali v drugih službah. In zato morajo biti kmetje spoštovani in primerno plačani za svoje delo. In potem mladi radi ostanejo na kmetijah, če lahko dosežejo tak status. Nestabilno okolje v kmetijstvu, poslovno okolje, velikokrat odžene mlade iz kmetijstva. Lokalna samooskrba, izredno veliko znamo vsi povedati o tem. Sam sem pričel program lokalne oskrbe v naših javnih zavodih v občini pred več kot 10 leti. Izredno veliko napora smo vložili v to in javni zavodi, kjer je ustanoviteljica občina, so sprejeli te pogoje, to usmeritev, kajti občina je bila ustanoviteljica in so nekako bili prisiljeni te usmeritve sprejemati. Nobeden od ministrov za kmetijstvo pa ni na vladi dosegel, da bi vlada kot ustanoviteljica bolnic, domov za starejše in drugih javnih zavodov, ki so še večji porabniki hrane, napisala sklep,
da je potrebno v teh javnih zavodih upoštevati in delovati v smeri lokalne oskrbe. In tu sem bil razočaran, upam, da bomo sedaj boljši, da bomo res preusmerili ta tok, kajti kmetije, ki oskrbujejo te javne zavode, se lažje razvijajo. In danes so kmetje izredno poslovni, če imajo to možnost in priložnost, da to udejanjajo. Pričeti je potrebno pri najboljših, pri najmanjših detajlih. In postavljanje standardov v kmetijstvu strani ljudi, ki niso delali in živeli v kmetijstvu, mislim, da je res neprimerno. Da mora to se vršiti strani ljudi, ki poznajo to področje in so strokovno kompetentni. Velikokrat tudi pozabljamo, da je pravzaprav kmetijstvo zaslužno za to, da imamo urejeno pokrajino, ne? Lahko mu rečemo sekundarna dejavnost kmetijstva ali kako? Ja, res je. Urejena pokrajina je tisto, kar si vsi želimo. In ena od razprav na planinskem društvu je šla skoraj takole. Naši kmetje ne pokosijo več vrhov, ti vrhovi se zaraščajo, grmovje raste in mi planinci nimamo več lepih razgledov. Poglej, kmet bi moral pokositi, zato da ima sprehajalec lep razgled. Ali je kmet za to ustrezno nagrajen, ali mora mleko prodati pod ceno in meso pod ceno na teh visokogorskih pašnikih, je drugo vprašanje. Ampak do tega zavedanja prihaja. In to zavedanje moramo tudi skozi državni zbor, tudi skozi ministrstva in ostale organe nekako predočiti uporabnikom te lepe narave. Ne gre za nekako odstranitev sprehajalcev. Turizem je zelo pomemben tudi za razvoj kmetijstva, za neposredno prodajo, ampak za pravo razmerje je potrebno nekako poiskati te možnosti in tudi planinske poti, pohodne poti. Podeželje zelo rado sprejema pohodnike na primeren način, tako da ne obremenjujejo tistih, ki proizvajajo na eni strani, hkrati pa dopolnjujejo, nekako vzpodbujajo svojo prisotnostjo, predvsem pa z nakupom lokalne hrane, razvoj podeželja. In tukaj je potrebna samo dobra usmeritev in skozi to dobro usmeritev bo podeželje se lepo razvijalo. Hkrati pa lahko ocenim, tudi na poznavanje podeželja po sosednjih državah, da je slovensko podeželje lepo urejeno, dobro razvito in večjih konfliktov nekako pri tej rabi ni. Pa vendar, zakaj to izpostavljam? Danes je še čas, ker ni konfliktov, da se o njih pogovorimo, o teh razmerjih pogovorimo in jih primerno reguliramo. Takrat, ko bo prišlo do konfliktov, takrat je prepozno in moje stališče vedno je bilo, da se pravočasno o zadevah začnemo pogovarjati in potem jih razvijemo. Katere vrste med je tvoja specialiteta oziroma specialiteta tvojih marljivih delavk? Najboljši je gozdni, zato ker je mešanica vseh medov. In posamezni medovi imajo specifičen okus, gozdni pa najbolj poln, tak res enkraten. Potem kaj gre med v topu čaj ali ne? Raje ne? V topu ja, v vroč pa ne. 40 stopinj je tista meja, ki zelo pomaga. Ali pa kjer je meja, da ne uničimo kvalitete medu. Ali pa cvetnega praha. Kaj pa imata skupnega Srečko Ocvirk in Melania Trump? Oba smo Sevničana, oba sva hodila v isto šolo, potem so pa najine poti se ločile. In žal
je samo leto mlajša in se nisva tako poznala, da bi lahko danes rekel Melanija, ampak je ona prva dama in verjamem, da je uspešna, ponosna. Poznam tudi zgodbo, kako sin Beran govori slovensko in Sevničani smo ponosni na to družino, zadovoljni kot sevniško družino. Politika pa je že druga stvar. Na koncu potem smo vsi ljudje, ne? Res je. In vem, kako so se družina v Sevnici dobro počutili. Starši, dokler je bila mama živa, so se posebej dobro počutili v Sevnici, ker so jih Sevničani sprejemali kot del sokrajanov in so bili te odnosi čudoviti in to je bilo tisto, kar mi je veliko pomenilo. Prejšnjega novega poslanca, ki je bil v tem studiu, sem vprašala, kakšno vodilo si je zastavil za svoj poslanski mandat, mogoče predvsem za trenutke, ko bo težko. Imaš tudi ti kakšno že v glavi, mogoče se bo kakšno še izoblikovalo, mogoče te kakšno spremlja že od začetkov, pa ga boš zdaj malce modificiral? Težkih trenutkov je skozi 18 let županovanja zagotovo prišlo nemalo. In vedno je potrebno najti tisti fokus, tisto vodilo, ki nekako prinaša, in to so ljudje, to so razvojni izzivi in nekako kot župan sem vedno želel, da bi bila naša občina nekoliko nad povprečjem in to pomeni, da nekje zaostajaš, nekje si pa vodilni in tudi tukaj bi želel, da bi lahko predstavljal vodilo, da delamo stvari, ki bodo nad povprečjem in da je Slovenija razvojno naravnana in prijetno bivanjsko okolje. To vodilo je tudi izredno pomembno, da se ljudje tudi dobro počutimo in da imamo zaupanje, ne samo v okolje, v katerem živimo, tudi v politiko in vodilo, da mi ljudje zaupajo, ne glede na to, kako močni podporniki so. Hvala, Srečko. Se bova še srečevala v tem studiu, sem prepričana. Uspešno delo želim in se nadejam dobrega sodelovanja. Za zdaj pa hvala. Hvala za ta prijeten pogovor. Res sem vesel, da imamo tako ekipo, ki zmore podpirati nas poslance, kajti to je izredno pomembno, da se hitro najdeš v ekipi in da si nekako podprt in imaš zaupanje v sodelavce v tej ekipi. Hvala, enako. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.